Smo nad Boko Kotorsko, to za menoj je impozanten zaliv Boke Kotorske, najbolj severnega dela Črnogorske obale, ki je seveda na določen način povezan tudi z nami, saj ravno zato pravzaprav to zgodbo tudi snemamo. Na drugi strani treba povedati, pravzaprav smo le nekaj 100 metrov višinske razlike oddaljeni od mavzoleja na Lovčenu. Zgodbo o Lovčenu smo že predvajali, tako da si jo lahko ogledate na povezavi, ki je nad menoj. Boko Kotorski zaliv je nekako v nek stik s slovenskim prostorom, saj v nekem smislu državne povezave dela slovenskega prostora prišel leta 1420, ko je ta del tega zaliva prišel v last Benečanov. Kasneje so seveda Benečani ta zaliv morali deliti tudi s Turki, ki so imeli v oblasti severozahodni del, torej tam okolico Herceg-Novega, medtem ko je ta del na to stran v najbolj zaprtem delu pa ostal v rokah Benečanov. Kako je Boka Kotorska najprej povezana z nami in z našim prostorom? Z našim prostorom v smislu nekih državnih pripadnosti je Boka Kotorska povezana od Dunajskega kongresa. Pravzaprav na kratko pride v naš okvir že pred tem, po miru v Campo Formiju, leta 1797, ko razpade oziroma ko je ukinjena Beneška republika, to ozemlje zasedejo Avstrijci, vendar je potem še v zvezi z vojnami z Napoleonom to ozemlje še prehaja med različnimi državami, nekaj časa so tu Francozi, v letu 1813 ta prostor celo zasedejo Črnogorci. Dokler kongres na Dunaju leta 1814-15 v bistvu ne zakoliči teh meja tako, kakor potem veljajo pravzaprav nekaj let več kot celo stoletje. Boka Kotorska, torej celoten zaliv Boke Kotorske in vse tja do Budve postane del avstrijske monarhije oziroma kasneje po avstrijsko-ogrski nagodbi je to del Avstro-Ogrske. Prostor Boke je Avstrija seveda prepoznala kot pomemben prostor za svojo mornarico in je Boka Kotorska postala poleg Pulja pomembna vojaško oporišče avstrijske mornarice. To je ostala seveda vse do konca Prve svetovne vojne in ravno ob koncu Prve svetovne vojne je eden pomembnejših dogodkov povezan z tole mornariško bazo tukaj, ki jo seveda poznamo, ker pravzaprav se pri nas omenja tako rekoč vedno pri pouku zgodovine. Gre namreč za upor mornarjev Avstro-Ogrske mornarice tukaj v zalivu. V zalivu je bilo več pomembnih ladij, ki so seveda operirale v vojaškem smislu proti antantnim ladjam, torej italijanskim pa tudi angleškim ladjam v južnem Jadranu in potem nižje navzdol skozi Otrantska vrata. Med 1. in 3. februarjem 1918 se je nekaj tisoč mornarjev uprlo na ta način, da so seveda zavrnili ukaze oziroma onemogočili častnikom izvajati neka svoja pooblastila. Vendar je bil upor hitro zatrt v smislu, da so iz Pulja priplule ostale ladje in prevzele nadzor nad temi ladjami tukaj. Tako da se je upor končal z nekaj 10 zaprtimi vojaki, 4 med njimi, ki so bili vodje, pa so bili na sodišču obsojeni na smrt in tudi usmrčeni. No, še ena posledica tega upora je bila, gre za zamenjavo poveljnika mornarice, namreč po tem uporu je poveljnik mornarice Avstro-Ogrske postal, torej zadnji poveljnik Avstro-Ogrske mornarice postal admiral, ki ga poznamo seveda tudi iz kasnejših zgodb, namreč Mikloš Horthy je postal poveljnik Avstro-Ogrske mornarice. Seveda, s koncem Prve svetovne vojne je ta prostor zdaj prišel v okvir kraljevine SHS, oziroma kasneje preimenovane kraljevine Jugoslavije, ki je tudi imela v tem zalivu svojo vojaško bazo pomorsko, ampak o tem nekaj kasneje. Nadaljujemo morda še nekaj z upravno zgodbo tega prostora. V začetku je ta prostor tam do leta 1922 neka samostojna upravna enotica, potem ko se pa vzpostavi sistem oblasti, je potem to del zetske oblasti s sedežem v Cetinju. In kasneje, ko se transformira ta stvar v koncem 20. let z ustanovitvijo Banovin, je Boko Kotorski zaliv del zetske Banovine, ravno tako sedežem v Cetinju. Druga svetovna vojna seveda zopet prinese upravno-pravne spremembe. Za začetek je treba takoj pojasniti, da
NDH ni bila v posesti Boke Kotorske prvi 2 leti vojne, torej do kapitulacije Italije je Boka Kotorska, podobno kot še nekaj drugih ozemelj ob vzhodnji jadranski obali, del kraljevine Italije. Torej Italija si je ta prostor anektirala. Šele potem, ko Italija izstopi iz vojne, NDH ta prostor zasede, tako kot podobno tudi druge te bivše italijanske prostore ob obali, in je potem do konca druge svetovne vojne Boka Kotorska del NDH. Po drugi svetovni vojni pa je Boka Kotorska postala del oziroma se zopet vključi v upravni prostor Črne gore. Tokrat je to seveda zdaj Socialistična republika Črna gora. In če zdaj nadaljujemo, se vrnemo pravzaprav malo nazaj, na kako smo pa mi povezani s tem prostorom. No, še prej morda seveda tudi Jugoslavija je imela tukaj svoje vojaške baze, podmornice, v Kumborju je bil eden od sedežev mornarice, poleg Splita in Pulja. Kako smo pa Slovenci kot vojaki povezani s tem prostorom? Namreč v okviru avstrijske države, ne glede na čas ali pred ali pa po dualizmu, smo Slovenci služili v avstrijski vojski in v to zadevno seveda potem tudi v mornarici. Na ta način je v tem prostoru, torej v Bokokotorskem zalivu, na teh ladjah služilo tudi kar precej Slovencev. S tem imamo povezani 2 zgodbi, ki jih bom zdaj v nadaljevanju povedal. Gre za 2 častnika, pa bom najprej povedal o tistem častniku, ki je mlajši, ker ga bolj poznamo, ker je bolj znan. Namreč 17. aprila 1941 je Jugoslavija vojaško kapitulirala. V zalivu pod nami so bile v tem času precej veliko število jugoslovanskih ladij, med njimi tudi rušilci Beograd, Zagreb in Dubrovnik. In na rušilcu Zagreb je služboval Sergej Mašera. Sergej Mašera se je šolal v različnih šolah jugoslovanske vojske in postal častnik in bil nižji častnik na tej ladji. Ob informaciji, da je jugoslovanska vojska kapitulirala in ob zahtevi, da bi se te jugoslovanske vojaške ladje predale Italiji, je prišlo do premisleka na ladjah, da pa to morda ne bi storili, tudi v smislu, da bi to bilo relativno nečastno dejanje, predati ladje, ne glede na to, da je država podpisala kapitulacijo. In dana je bila pobuda, da bi ladje potopili. Vsaj nekatere, večje ali pa pomembnejše ali boljše, mlajše, novejše ladje. Tako je padla tudi ideja, da se potopi rušilec Zagreb, kjer je služboval Mašera. S to idejo se je strinjal tudi kapitan ladje in določeno je bilo, da se vojake, torej mornarje, vse evakuira z ladje. Tudi kapitan je ladjo zapustil. Sergej Mašera in pa še en drug častnik, torej Spasić, pa sta bila določena, da bosta postavila eksploziv. Ampak se seveda potem umaknila, torej ne postala žrtvi, česar pa ravno onedva točno to nista storila. Namreč potem, ko sta postavila eksploziv, sta oblekla svečane uniforme, torej ne običajno, ampak svečano, najboljšo uniformo, ki jo ima mornar, in sprožila eksploziv. Ladja se je v relativno plitiv zaliv pač potopila, onedva sta bila oba mrtva. 2 dni kasneje so v zalivu potem je bil pokop pravzaprav zgolj Spasićevega trupla, ker Mašerino truplo so našli šele potem leta 24. aprila. Torej oba z vojaškimi častmi, ne glede na to, da je šlo že za okupacijo, potem pokopana v Bokokotorskem zalivu. Leta 1973 sta bila Sergej Mašera in Milan Spasić razglašena za narodna heroja zaradi svojega dejanja, ki sta ga storila, ki sem ga ravnokar opisal. Leta 1987 so bili posmrtni ostanki Sergeja Mašere prenešeni v Ljubljano in pokopani na Žalah. Leta 2004 pa je bil Sergej Mašera posthumno odlikovan z enim višjih odlikovanj, ki jih podeljuje Slovenska vojska. Na njega spominja tudi ime, ki ga nosi Pomorski muzej v Piranu. Ta muzej so po Mašeri poimenovali že v 60. letih.
Zdaj pa pojdimo k zgodbi, ki je morda malo manj znana. Gre pa za 20 let starejšega Miroslava Štumbergarja, rojenega v Šmarju pri Jelšah. Šolal se je na realki, torej šolanje, civilno šolanje zaključil z maturo, potem pa je odšel na vojaške šole v avstrijski mornarici in se torej izobrazil, izučil za pomorskega častnika in potem v začetku Prve svetovne vojne služboval v Boki Kotorski. Med drugim med vojno samo celo neki podatki, da naj bi bil pilot z hidroletali, ki so vzletali iz Kumborja, iz Tivtskega dela zaliva proti Otrantu, proti Otrantskemu zalivu leteli in napadali antantne ladje. S koncem vojne je Štumbergar prišel v mornarico Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in tu naredil odlično kariero. Zanimal se je med drugim recimo za topništvo, za podmornice in tako naprej. Med leti 1934 in 1938 je bil pravzaprav morda drugi, tretji najpomembnejši v strukturi vojaške mornarice Kraljevine Jugoslavije, namreč bil je poveljnik južnega sektorja vojne mornarice. To pomeni ta sektor, ki je imel sedež seveda v Boki in je pokrival ta spodnji del jugoslovanske jadranske obale. Na to so mu ponudili kot uspešnemu častniku možnost izobrazbe, nadaljevanja šolanja, da bi postal admiral, vendar je Štumbergar to zavrnil in se pri 45 letih upokojil. Relativno mlad pravzaprav še, ne. Torej, po upokojitvi je bival v Bavšičih v Kotorskem zalivu, kjer je sicer hišo kupil oziroma se nastanil že leta 1922. In potem je v tej hiši živel do konca svojega življenja. Umrl je v visoki starosti, več kot 90 let, leta 1983. Kaj je bilo pa zdaj pravzaprav v tem drugem delu, ne? Pol življenja je še imel pred seboj, ne? Za začetek, v času, on je bil tudi zelo inovativen, ne? Recimo najrazličnejše stvari v zvezi z mornarico, plutjem, tehnika in takšne stvari so ga zanimale, pa seveda tudi mnoge druge stvari, kasneje predvsem zbirateljstvo, k čemur se bom še vrnil. Med drugo svetovno vojno recimo so ga Italijani sicer zaradi teh njegovih tehničnih pomorskih znanj malo konfinirali, mislim, da tamle čez na Prevlako, ampak je nekako vseeno uspeval imeti stik s partizani in jim sugeriral neke določene stvari, nas svetoval v zvezi z kakšnimi pomorskimi stvarmi, vkolikor so to partizani seveda potrebovali. Tukaj, ta prostor je bil že konec leta 1944 osvobojen in med drugim je v decembru 1944 prišlo do ene hude pomorske nesreče. Civilna ladja, mislim, da se imenovala Cetinje, je tamle pri Tivtu zadela ob nemško pomorsko mino in se je potopila in bilo je kar nekaj žrtev. Takrat so se oblasti spomnile na Štumbergarja in njegove inovativne pristope, tehnično znanje in ga povprašale o možnostih, kako enostavno razminirati ta zaliv, ne. Razminirati, zagotovo so bila minska polja, mine postavljene v vhodu samem, torej pred samim vhodom, torej izhodom iz odprtega morja v zaliv, pa potem verjetno tudi še kje v zalivu, verjetno, ne vem, nisem naštudiral teh stvari, našel, recimo tam, kjer so verige, prostor, kjer je najožji vhod, prehod med zunanjim delom in med samim notranjim kotorskim delom zaliva. Torej, Štumbergar je relativno hitro našel nek način za deaktivacijo pomorskih min in so ta zaliv relativno uspešno očistili te nevarnosti. Kasneje je jugoslovanska vojska sodelovala, mislim, da z rusko vojsko v tistem obdobju še, ne, takoj po vojni, in so nek podoben princip v bistvu tudi Rusi razvili, tako da pravzaprav je to, kar je Štumbergar odkril, bilo zelo dobro. Štumbergarja je treba potem omeniti še o nečem. On je leta 1955 svojo hišo odprl kot muzej. V hiši ne bi bilo menda čez 1500 nekih najrazličnejših predmetov. To so bili predmeti kakorkoli povezani z ladjami, z pomorstvom, predvsem pa veliko modelov, ki jih je že izdelal in jih še naprej izdeloval. Torej modeli najrazličnejših ladij, ki jih je pač
upokojenec izdeloval. Poleg tega je bila bogata knjižnica, menda je imel v svoji knjižnici celo ene prvih izvodov Enciklopedije Britannice. Precej stvari je sedaj izgubljenih iz različnih razlogov. Muzej je zdaj nazadnje bil obnovljen pred kakim desetletjem, tako da nekaj 100 predmetov je na voljo, pa recimo, da je blizu pol fonda knjig tudi ohranjenega. Torej, dve zgodbi o dveh Slovencih, ki sta oba kot pomorca povezana z Boko Kotorsko kot neko pomembno vojaško točko, s katero smo tu tudi mi povezani. Seveda tudi potem, po njima, namreč če sem prej povedal, da je bila tu jugoslovanska vojaška baza, Kumbor, Zelenika, Podmornice in te zadeve, tako da kar precej Slovencev je služilo, poleg ostalih seveda lokacij, tudi v Bokokotorskem zalivu kot pripadniki jugoslovanske vojne mornarice.